Podnebje in oceani vplivajo eden na drugega, ne, na zelo različne načine. Jaz se bom zdaj osredotočil na to, kako podnebje vpliva na oceane, ne toliko na to, kako oceani vplivajo na podnebje. Začel bi s nekim dejstvom, in sicer z dejstvom, da imajo oceani 1000-krat večjo toplotno kapaciteto od atmosfere. To pomeni, da so sposobni recimo bistveno več toplote akumulirati kot atmosfera. In na ta način so recimo to presežno toploto, ki jo je atmosfera kopičila prek učinka tople grede zaradi antropogenih toplogrednih izpustov, oceani v zadnjih desetletjih vpijali vase in se zaradi tega segrevali. In meritve, ki jih vidimo na sliki, kažejo, na kakšen način je rasla količina toplote v oceanih v zadnjih recimo 60 letih. Velik del te toplote, 2/3 te toplote, je akumulirano v površinski plasti oceana v zgornjih recimo 700 metrih in zaradi tega se površinska plast oceana tudi bolj segreva kot recimo globoki predeli. Zdaj tukaj vidite tudi, kje so ta področja, kjer se je ocean izdatno segreval. Rdeča področja so tista, kjer je količina gostote recimo zrasla, akumulirana gostota je v teh rdečih predelih, medtem ko v modrih predelih je akumulacija bila v drugo smer. Ampak kar vidimo iz tukaj je, da se je Arktika recimo zelo segrevala, cel arktični ocean izgleda rdeč, pa tudi ta področja, recimo vzhodna obala ZDA, vzhodna obala Azije, tudi ta področja, kjer so prisotni veliki oceanski tokovi, ki transportirajo toploto iz ekvatorialnih predelov proti polom, so ravno tako področja akumulacije toplote. Zdaj, zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker to veča slojevitost svetovnih morij. To, da se slojevitost svetovnih morij veča, pomeni enostavno to, da redkejša voda, ki je povezana s tem, da se skratka s segrevanjem, redkejša voda ostaja na površini, medtem ko gostejša voda ostaja v globinah. In mešanje med tema dvema plastema je oteženo zaradi tega, ker se površinska plast segreva. Ta gostotna razlika skratka deluje tako kot neka bariera, tako kot neka ovira za vertikalno mešanje vodnih mas. To ima več posledic, nekatere so ekosistemske, nekatere so recimo tudi gospodarske. Med njimi so prekinitev transporta kisika pa hranil med različnimi vodnimi masami. Če pogledate slikico spodaj desno, ilustrirano, kako globoke vodne mase prinašajo ob recimo obalnih vetrovih, prinašajo hranila v obalni pas, in ker je če je ta proces zmoten, in ta proces je zmoten, kadar imamo površinsko vodo toplejšo, kadar je ta proces zmoten, nimamo dovolj hranil za recimo ribe v obalnem pasu. To vodi v izgubo biomase v obalnih morjih, pa tudi v močno zmanjšan ulov rib. Skratka, to je neposredna posledica tega, da se površinske plasti oceana segrevajo zaradi akumulacije toplote in na ta način blokirajo mešanje med globokimi in površinskimi vodnimi masami. Seveda je pa tukaj so še drugi učinki. Jaz bi omenil recimo naraščajočo gladino morja, s tem, ko srednja gladina morja raste, so večkrat izpolnjeni tudi pogoji za obalne poplave in velik prispevek k rasti srednje gladine morja izhaja seveda iz termične ekspanzije vodnega stolpca. Ko se oceani segrevajo, se termično razpenjajo in zaradi tega gladina morja raste. In to potem pripelje do takih dogodkov, kot je tale, ki ga vidimo na fotografiji, to je Piran leta 2008 ob nekih zelo hudih poplavnih dogodkih. No, če pogledamo recimo, kako se je gladina morja dvigala, povprečna gladina recimo, v zadnjih 60 letih, vidimo, da med 60 in pa med 90 letom ni bilo nekih izrazitih trendov, zadnja desetletja nam pa gladina v Kopru kar raste z nekje 5 mm na leto in to je seveda problematično zato, ker bomo imeli vedno pogosteje izpolnjene pogoje za poplave. Skratka, v preteklosti
smo recimo imeli največje težave ob dogodkih, ki so na sliki zgoraj označeni z rdečimi pikicami. Takrat je voda recimo napolnila Tartinijev trg, to so bile izdatne poplave. No, in teh rdečih pikic bo pričakovano vedno več, ko bo srednja gladina se dvigala. Zoprno pri vsej stvari je pa to, da recimo, če si mi pogledamo, kakšne so projekcije podnebnih napovedi za dvig srednje gladine morja, se te projekcije dviga srednje gladine gibljajo nekje med 30 cm pa med 1 metrom. Se pravi, do leta 2100 lahko pričakujemo po optimističnem scenariju 30 cm dviga srednje gladine, po pesimističnem scenariju pa dvig za 1 meter. Zdaj, dvig za 30 cm, skratka optimističen scenarij bi pomenil, da v Slovenskem morju lahko pričakujemo poplave, ki bodo nekaj, mogoče 10-krat ali pa 20-krat pogostejše, kot so danes. Dvig srednje gladine za 1 meter pa pomeni tako rekoč vsakodnevne poplave. Če se hočemo s tem soočiti, imamo dve možnosti, ki jih moramo verjetno obe izkoristiti naenkrat. Eno je z obalnim inženirstvom nekako zaščititi obalno infrastrukturo in prebivalstvo. Drugo je pa, da pač sprejmemo ustrezno zakonodajo, ki bo vodila v penaliziranje ogljičnih izpustov, skratka v zmanjševanje toplogrednih izpustov v atmosfero.